Skoraj sem si naštimal pop filter tako dober, da vidim v 8. epizodo. Zdravo. Tam je všeč zdravo. Sem se ga kar navadil, ne bom rekel. Še zmeraj cvrči, nov teden, novo cvrčanje. Čeprav vi tega ne boste slišali, razen to. Upajmo, da ne. Upajmo, da ne. Razen če bote. Če cvrči, bo se tako kot mi. Če cvrči, pomeni, da je treba donirati, zato ker tehniko še zmeraj nimamo, se oproščamo za vse nevšečnosti. Tako. In ko smo pa glih pri tem, bom še enkrat rekel zdravo. Opravičujemo se za vse nevšečnosti, je podcast o kultni knjigi Štoparski vodnik po galaksiji, ki so jo prednji avtor v njej napisal radijsko igro, knjigo oziroma 5 poznali le redki prebivalci tega nepomembnega modrozelenega planeta. Ta podcast še vedno nima svojega zapisa, vpisa v Wikipediji. Še vedno ne. Štoparca vsak teden beremo z Peli in Aljo. In se že vnaprej opravičujemo za vse nevšečnosti, ki bi morda lahko nastale o poslušanju tega podcasta. In tudi po poslušanju tega podcasta. Vsako epizodo obdelamo eno poglavje. In zato lahko bereš z nami. Če Štoparca seveda bereš prvič. Lahko pa v poslušanju se s nami spominjaš, kako v celoti izjemna knjiga je Štoparski vodnik po galaksiji. V prejšnji epizodi smo spoznali vogonsko poezijo in dejstvo, da Arturja še vedno boli glava. In smo pri 8. epizodi. Dajmo preden začnemo s to analizo 8. epizodi, ki je, 8. poglavja, ki je res dolgo, en kvarnik. In zdaj, ko je kvarnika konc, vas povabimo, da delite, ocenite ali podprete naš podcast. Kako? Vse piše na hvalazaseribe.si. Mislim, 8. poglavje je v bistvu, mi smo vsi na trnih, kaj se bo zgodilo, obrneš stran in vesolje. Je pa začetek, je pa to, kar smo ponudili že v našem intro tu, ne, da je Štoparski vodnik po galaksiji v celoti izjemna knjiga. Ne. To je res. Ne. Seveda o tem govori, posredno govori o tej knjigi, ampak posredno govori o unite druge knjigi, ki je v knjigi. Knjiga v knjigi. Ja, sej. Pa za nameček je še elektronska. Ne. In to je bilo konc 70. Tako je. Ja. A mi smo že imeli ne digitalne ure. In digitalne ure valjda? Na kalkulatorček. Seveda. Kje? Ne, a so bile že v 70-ih? Ne. Na Casio z računalničkom. To smo bili majhni, ja, v 80. 80 so bile, ja. Sem se bile že nekaj. Kar bil dosežen. Digitalne ure so bile. Ne vem, če je bila že, mislim, da je tam nekaj 80, ampak je bilo že tako to. Ja, mi smo jih po mojem malo zamudo dobili, iz Italije pa to, ne. A smo v Prašku ali so bile posebej zakupati? Ne, pač Casio ni bilo, Casio je se bile proper, seveda. To je bilo the shit. Jaz vem, da eno sem imel, prav spomnim se v njih gumbkov, sam ni bilo neki, nisem bil res navdušen. Bil sem navdušen, ampak sam odvisen, se pravim, Casio je čist nekaj drugo, Casio. Ne, Daš je pa tudi, se spomniš, Daš Praška? Ja. No, oni so pa imeli, ne, noter stvari. Se to bilo kasneje že. Po mojem sem jaz to imel, veš. Ja, pa ne prav dosti kasneje. Vem, ampak 80, ja. Tako 80 se bila, sam konc. Ko sem mogel Prašek prodati, ko zdaj še eno kitajsko sranje noter in pol si Casio je takrat bilo dobro, Jaz nisem imel po mojem Casio. Spomnim se, Daš pa še v vreči blagnati bil, ko sem imel Lego kocke, sem imel v Daš vreči. Seveda, tista vreča se je predelala. Vreča se je predelala, to je bilo eko, bio-friendly, vse, to je bilo. To je kuhinjska, kar pa pol postali slež, vreča za igrače, slež karkoli. Smo vas v kruti komunizem smo vas popeljali. Boh, ko smo mogli švercati. Kaj zdaj kličeš Boga? Takrat ga ni bilo. Bil, sem dobro se je skrival. Ja, ne. Dobro se je skrival. Si se hodili v cerkev. Ja, sej tak. Naš star so, po eni strani so vsi hodili v cerkev, sam naš starata je vedno rekel, da... Tisti, ki so hodili v cerkev, tisti, ki pa niso, pa pač niso. To je tako bilo zmeri. Starata je šel v cerkev sam, da se je izmenil, kaj je imel mlin, ne? Da se je izmenil, kako bo pa tole kakšen kšeft poštimal, pa ne, da bo.
Stara mama je pa šla noter. Pa je, Sam marketing je delal tam po cerkvi. ali kaj? ne, ne odzad. V Stari Štoriji, ne? šel, ne. V Betole so šli, ne. Ja. Takrat so se ljudje dobili, ne? Pa Pa so se kaj med- pomenili. Ja, itak. Pač ne. Nedela je bil cajt, ko se ni delal, ne, na kmetah. Razen, če je bilo res treba. Če je bil del. Ja, razen, če je bil del. Ne. Ja. Čeprav ponovadi ne, no, ampak ja. Tako je, vesolje, ok. Ja, šit, ja. Tako, kot smo ugotovili, ne? Da v vesolju lahko govorimo neskončno dolg. Ker je neskončno velik. Ker je Ja, ja. neskončno velik. In se še zmer širi, samo to. Noben od nas ni bil tam, No, Ja. ampak ker tudi od vas poslušalcev ni bil noben tam, vam lahko nakladamo do nezavesti. Ja. Ampak no, tako da Ampak to je ne konec bomo, ja. epizode, Razen- hvala lepa. Razen, če se kakšni fiziki najdejo, pa zdaj se mu pa kregla, veš, kva zdaj, pa koliko se širi, pa kako se širi, pa take stvari. Ne. Ne, veš, kaj meni sam pri Fizikih ali vesolju. vesolju, ne. Ja. Jaz ne morem razumeti vesolja. Tudi jaz ne. Mislim, ker je, veliki pok je bil tam. Predstavljam si, da pač to, da se rodiš, pa da živiš tle, pa da je ta zemlja taka, kaj je. Mislim, da je pa že še kar velika kugla, ne, čeprav je v bistvu v resnici naprav vesolju en ništrc. Yep. Ne? Ampak kako je pa vesolje ratalo in pol vse skup in ti planeti, in mi smo nekje v, a veš, neki galaksiji, nekje v nekem robu, nekje brez veze, ne? In živimo tle, ne? Ampak vesolje se pa še širi zdaj skozi te milijarde let. Skozi se širi. Skozi se širi, ja. Da. Sem, kaj je bilo takrat, ko se ni širil? A veš, Veliki pok. predtem, Tudi oni ne vejo. minuto prej. Ja, ne vejo. Ja, sej. Mislim, ne Saj še vemo. marsikaj Lahko je. ne vemo, Ja, mislim. Ne, da mi ne vemo, tudi oni ne vejo. Mislim, ljudje, ki se študirajo. Ki to delajo, kot le- si takrat na ne vem, kjer epizode povedal, ne. Ki študira to cel življenje, ne ve. Ja, veš, že sam prostor si težko predstavljaš. Ne? Ja, itak. Mislim, pač- kaj je tam Ne, praznina? ker pač, če hočeš, da se stvar nekam širi, se pač mora nekam širiti. Ne? Ja, Mislim, mora In- imeti plac, ja. Ja, in kva pa je zdaj ta plec, če to ni vesolje? Ja, Kako se- se a pa ve- ta plec imenuje? ja, ne. Mislim, prej, Okay, če ti- vesolje se širi, ampak v mogoče enem to placu. že ne. pod enega, ja, ne vem. A to je spet tisto velikan, pa mi smo frnikoli v njegovem žepu. A itak, ta glejte. Men in Black to- varianta. saj ne, to je ena iz ta teorij, ist, kaj- Ja, ja. Ampak ja, samo to je to. Ja, kaj pa, če smo mi samo, ne. Ja, sam, koliko žepov ima ta model? Ja, ne vem. A veš, Lej, ne? jaz imam tukaj dva. Ja, jaz imam 2 od spet, pa 2 od zad. Ti imaš 5 pizde. Ja, 5 imam, ja, še za trdalce. Ja, okay, Ja, okay. Ja, Tako da, a veš, vidiš, ne? 2 proti 5 ali jih ima tudi 5 pizde. ja. Kaj pa, če sploh vsi živimo v eni taki kolektivni iluziji? Matrica. Mask varianta. Mislim, da Elon vesolje- Musk pa to. To, kar je on ne rekel. vem, veš. On je rekel, da matrica, točno to. Zakaj se pol trudi? A misliš, da bo na Marsu kaj bolj? Ja, lej. Ne, če si v matrici, pol si v matrici, pol ti Ja, nič ne sej, pol pomaga. ne pomaga vesoljska ladja do Marsa. Ja, Mislim, lej, lahko halo. probaš, nekam imaš znar. Mislim, jaz razumem, da bi ljudje radi šli na druge planete. To mi je čisto jasno. Ja, A veš. Zakaj? Ne, meni pa ne. Čeprav, Meni Ja, pa res ne. Zakaj ne? Mislim, Mislim, zakaj? Lej, do zdaj smo ugotovili, da je kle edini, ki je nekako približen. vse v našem osončju. to je saj pač- živimo Pa lahko. Ja. une slike, ki smo jih videli z Marsa, pa une slike, ki smo jih videli z Lune, lej, ne vem, je to jaz ne bi dal v turističen prospekt. No, ampak Mislim, sorry, no. a si videl enkrat, takrat je Ne, bil- čeprav una slika, ki so jo po nesreči posneli, ne vem, kje Apollo je bil, ki so Earthrise, ki so snemali Zemljo, ne. Tista je Ja. lepa, ne. Zemlja je lepa. Mislim, tako, recimo, če gledaš te planete, pa vse skupaj. Ne? Ok, Saturn bi obiskal, kam mi tako nedelač mi kul zgleda, se boje, da drugače ni. Ne, ne, Ni- ne, ti- ni- tisti- baje, da ni tisti- zaživeti. Baje, da ni Tisti- kul. No, ampak ti si ne, recimo lušen. tak simpatičen planet zgleda z unimi obročki, pa to Ja, tako ja, malo je kul, napimpanje. ja. Ja, Ja, veš, ja, mislim. Ja, to Tak- sam, tam ne bi To bi itak- bilo za Ilona Maska. Ja, no, sem tam itek ne moreš zraven priti, ker ti Ma si ne je... proba, kaj? Ja, ne, mislim, ne moreš, A veš. ker je prevelik, pa itek ti si Ne je... moreš. Ti si- Kukar naš prijatelj pilot prav. A sprobal. Res nisem Ni probal. problemov, so sami izzivi. Ne. To je res. In ne ima to je izziv res. in ne gre na Saturn. To podpišem, pejt na Saturn naštimat Ne, kolonico. mislim, zakaj na Saturn ni tako je... Ja, itak so, sej, V glavnem, Mars je še edini, ki se lahko živi, ne? Ker smo tukaj Venera, Mars pa Zemlja. Mars je predaleč, Venera je preblizu Sonca. Zemlja je pa lih in the sweet spot, ne. Ergo. Ja.
Udojk bi bil na Veneri hiter pečen. Odork, mislim, da Škam srbi delali bi. Udojk pečen. 3 minute, sam še malo bo, gospod. Ne, za kuru bi pol ure ga. za počakati. Za kuru bi ga, veš, to je tisto, ko odork se mora cel skozi. Per mora imeti kar gorda. Te še meni enega pošlji. Ok, kje smo ostali? Ja, pa Kratke Saturnu ali nekje ne. Pa Elonu Masku, pa Elon življenju Musku. na... Ne, pa v Udojkih. Odojk. No, glavno, ne, odojk, mislim, zdaj pa ne mešati, ne. Odojk mora imeti svoj cajt. In se mora peči, če bi ga fuknil kaj v Venero, bi ga skuril. Ogle. Ja, sam Mars Ni pa tudi to. ni v redu za Udojka, ne. Ne, Mars ni, Mars je pa remrzel. Ja, sej, mislim, lej, Srbi ne bojo šli Ne, na mislim- Mars, jih je nož prepričal. Je to A veš, zdaj, da bojo pa cmarali Udojke pol leta, sam Ne, zaradi mislim, tega. se itek, sabo ti prepeleš svoj, kako bi rekel, da mislim, lahko Udojka pečeš. ne. Atmosfero pa to, da bo naštimalo. Mm. Kaj. Itek bo se oni, mislim, se ne vem, če, samo on ni bil pri tem, da poselimo Mars, ne, ta inicijativa. On je samo, da gremo kje. Ja, sem koš pa pol delu. Valjda, da to hoče. Hoče biti, No, ampak hoče če biti ti setlar, narediš- tako če ti kot narediš- oni kabojci, ki so bili, a veš, setlari. Aha. Ne vem. No, ampak če ti narediš te neke dome ali pa nekaj, pa imaš petek noter, pa lahko pečeš, kar češ. Mislim, ne vem, če bi Udojka pekel tam, ampak. Ne, te so vsi nasmuti. Ja. Mislim, pa bi tam neki kurli, ne. Ki bojo vsi doživeli, ne vem, maljavžent let. Jaz mislim, da je bož, da 75 let vse, kar 200 let smuti, ne. Ja, se strinjam. Zdaj pa ne vem. Pa da Mislim, pa kakšen Udojk poveš, nama smutija. Pa sam ne bi smutijal Udojk. lahko tudi sam 65 zaradi mene, ampak Ja. Ne, lej. Mislim, ker sam smuti. Veš kaj, moj sodelavec, ki je bil star 65 let, je zmeraj rekel, da bi on svojih 65 takoj za Merkurjevih 45 zamenil. Ja, absolutno. Veš kaj, enim se pač v enem življenju več zgodi, kot se bo nam vsem trem v 3 življenjih zgodilo. Ja, lej. A veš, ne. Hendriksu se je v 27 veliko zgodil, ne. Pa Janis tudi, pa ne, Morrison v Jimu. Morrison Jim, ta je bil šele poseben. Če koga zanimajo, 2 podcasta so dobra. En, ki ga priporoča naš podpornik Blaž Maležič, glihov 27 Club, ga bomo dali v zapiske, drugi je pa Dead Rock Stars, ki sta pa 2 angleška novinarja. En od njih je bil PR-ovc od Black Sabbath Vem. in je bil cela 70 je bil globoko v rock'n'rollu. On je en tistih, ki je rekel, lej, alkohol, trava, coke, to je vse normalno. Horsa se pa vari. Takrat so imeli to dogmo, da je hors lahko samo enkrat na 14 dni, ker drugače jeba. Všeč mi je ta, vari se, ampak samo 14 dni. Ja. Zameši. Vse je v redu, samo na 14 dni. Par vikend zameši s kokom, pa a veš, njega sred preveč s horsom. Drugač pa vse vala. Drugač pa vse vala. Takrat v glavnem in razlagata o vseh teh mrtvih zvezdnikih. Prvi je Lemi, ki sta bila prijatelja celo. Dobro, Lemi je umrl star leta, ne. Ja, ampak ta drug podcast ne govori o 27-letnikih, ampak govori o vseh teh legendah. Ne. Okay. Začne z Lemijem, Elvisa, mislim, Bowija, vsega boga jih je, ampak tako lepo se cerata. Pa če imate radi Štoparski vodnik, pa Douglasa, pa ta angleški humor, sta 2 Angleža, ki se res prijetno norca delata z mrtvih ljudi. Če res. Definitivno poslušam tole, nisem vedel. Ja, ful je dober. No, zdaj pa mi lahko začnemo z 8. poglavjem. Rukne jih ven, ne. In kot smo že prej povedali. 8. poglavje. Ja. Ne, sploh ni nič Ne rukne. govoril o rukne. A ne, ok, ja, mislim, to vemo, to je pred. Je to je pred, ja, to je pred, ja. Kako bi rekel, Ne, zdaj nam pripravi sceno. v tem 8. poglavju nam da še en tak intro, o čem sploh govori ta glavna junakinja. Ja. Glavna junakinja te naše knjige, ki ne moreš verjeti, je istoimenska. Yep. Štoparski vodnik po galaksiji. Yep. Wow. In kaj je imela? Dost urednikov, dost uredništev, se pravi, ene par stvari je bilo malo
noter malo zgubljenih. Ampak je bila ena taka referenčna točka za enega štoparskega popotnika, ki sicer je bila na nekih delih, kako že prav, besno netočna, ali tako že. V velikih delih je bila besno netočna. Ampak še zmeraj boljše kot enciklopedija Galaktika. Vse bolj se je prodajala, zato ker je zgleda bolj taka slovenske novice varianta. Ne, mislim, ne. Enciklopedija Galaktike je fakti bruti. Tako. Tukaj ti pa težaš malo žmohta. Enciklopedija Galaktika je, veš, včasih, ko smo se osamosvojili, smo imeli enciklopedije Slovenije. Velike knjige, naša mati so radi imeli, to vsi smo kupili. Jaz sem imel to tudi rad. Res? Ja, mislim, tako, ko si šel, veš, nek termin si šel pogledat, ne, in se rabu, 20 minut, da ga najdu, ne. Ja. Zakva? Človeško ribico. Jaz bi sam za naše mlajše poslušalce, takrat ni bilo interneta in si šel v knjige gledati stvari. To je pa res, ja. Tako da ali nadaljujo, prosti, nadaljujo. Ja, takrat si šel v knjige, gremo v knjigo gledati. Zdaj, ki si včasih lahko bullshitov tako all the way, ker noben ni vedel ker noben ni čak sem na Google pogledam. A veš, to je pa zdaj tisto, ki je razlika med unim, ne? Ker jaz sem unu, ki sem tam noter prebral, pol verjel, ne. Zdaj grem pa na internet eno stvar pogledat in pol kliknem ta prvega in si preberem, to je tako, ne. Grem nazaj, pa rečem, da jim še to drugega prebral, če je v redu. Pa je antiteza, ti sem mu kar na začetku prebral. Pa še 4 linke klikneš, pa ugotoviš, da v bistvu to sploh ne obstaja. In tako se zgodi Trump. Ja, ok, mislim, bolj da v Bogu, kot v politiki, če že, no. V glavnem, pol se uvod, ne, v štoparski vodnik po galaksiji se začne takole, ne. Vesolje, pravi, je veliko. Res veliko. Ampak če v to en bral, pol je brez veze, da še ti zdaj bere. Ne, se hoče sam prebrati toliko, da vidimo, da začne nakladati, ne, in pol začne nakladati in se pol sloko mori in bla 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 bla. To je zanimiv podatek, ne. To si žalja ti prej ugotovo, ne, da mislim v off-timeu pred snemanjem epizode, ne, da 8 minut potrebuje za pot od zvezde Sonce do mesta, kjer je bila nekoč Zemlja, in še nadaljnja 4 leta do Sončeve najbližje zvezde sosede Alfa Proxima. Ne? Da Damogran, ne, očitno Damogran res obstaja. Ne? Ja, ki je bilo pač vse Damogran smo imeli. Ja, ne, a veš, tle piše, da obstaja. Ne? Zdaj, če v knjigah piše, pol to pomeni, da najbrž obstaja. Ne? Ampak da do Damograna je 500,000 let, ne? Po svetlobnih. Naša leta, svetlobna leta. Svetlobna leta, ja. 2500 svetlobnih let stran od Zemlje. Ja, ne, čekaj, sem to je vse iz Štoparca. To je vse. A si šel na internet gledati? Vidiš. Spet sem padel, v lastno past sem padel. V lastno zakone. Skratka, kot sem prej rekel, vesolje je veliko. Vesolje je veliko. Res veliko. Pa šir se, noben ne ve zakva, pa noben ne ve kako. A misliš, da če si je Bog zamislil to Zemljo, ne? A si je on zamislil tudi vesolja, ali to ni njegova tubeda? Zdaj sem spet pri tem, a Bog kontrolira vesolje ali samo Zemljo, ne? Ja, se to? Pri nas govorimo samo, da on Zemljo. Ja, zgradil Zemljo, ne? A je on pol taka, a veš, middle management varianta? Ali on, on tudi načrta ni imel. On je Fangel Kela. Koliko imamo cajta en teden? Ko rabite, je nekaj naredili, nekaj. Kako mora izgledati? Mislim, kakor smo slišali v prejšnji epizodi, ne, da so oni znanstveniki že zanikali obstoj Boga z ribo Babilonko, ne. Mislim, že z obstojem Zemlje lahko zanikaš obstoj Boga, če je vesolje, pa je Bog naredil sam Zemljo. Kaj pa, ne, kje je pa Bog v vesolju? A gremo v drugo smer, ne? Ali je Bog toliko velik, da naredil pač Zemljo, mislim, pa še nekaj naredil tukaj. Imam lih 7 dni, pa še nekaj svrgo tukaj. Hekaton. To je pa moj zemeljski Bog, ki je hekaton naredil. A veš, hekaton, pa daj vse, koliko naredimo v 7 dni, demo, ajde, nam spal, pa bom sam Monster je pil, ali pa Red Bulle, pa pol demo nekaj nas programirati, da brzino. Nima še dela, a veš, proof of concept.
Vzam nazaj vse to, ker nimamo Okej. plačanih teh objav, Monster pa Red Bull. Hej, a vam Energijska. sam vesele pokvarim. Ja? Ja. Takrat, ko so Boga izumili, niso pač še dojeli, da je kaj izven tele naše kugle, oziroma oni še takrat niso verjeli, sploh da je kugla. Ja, To, da, res, to, ja. to je bil njihov domet. In pač Ja. je tudi ta Bog je pač naredil, kar je bilo v dometu razmišljanja ljudi takrat. V bistvu Bog smo ljudje, ne? Ja, v bistvu ne. Ker smo si ga sami Zdaj izmislili. to nek New Age skočil. Ja, ne, če Bog obstaja sam na zemlji, ne, smo si ga Bog mislili, sem jaz in ti. smo si ga lahko vsi. zmislili sam mi. Ne? In Ja, v bistvu imaš prav, ja, saj Bog smo mi vsi. Ja, Vse smo lahko Bog. vse smo narejeni po njegovi podobi. Bog nam pomagaj. Ja. Če Saj to, smo po te pa- njegovi a podobi veš, narejeni. Ja, Vse to je največje, veš, vsi se nekaj taki. ja, poglej svet okrog sebe. Ja, se pravi, Mislim, a Zdaj veš, ne vem, kam bi reklamacijo dal. ne moreš, ker je 14 dni že mimo, ali koliko je reklamacijski rok. Ne moreš, Ne, reklamacija tudi je če že... en let memi že. Ja, memi. tudi če do Jaz 50 mislim, let mem je za že skrite mem. napake, mečken da. Ja, ok. Dve let. Ja. Tudi smo že čez to. je že mem. 2000 let fertik. Stvarna napaka. Ne? In pol se to zgodi, ne, da Da v bistvu mi v tem vesolju nimamo pojma. Ja. In da še tisti, ki so to, kar smo prej ugotovili, še tisti, ki so to res študirali, dejansko nimajo pojma o tem. mislim, oni imajo več pojma, kot mi, ker razumejo koncepte malo drugače, kot mi. Pa, Ja, ja. To jim moramo dati, tle jim moramo dati. Pa neke teleskope imajo, ki vidijo stvari. Stvari pa še zmeraj ne razumejo. Ne? Mislim, a veš, prešteli so ful zvest, pa ful planetov, ne, neki so jih prešteli, neki so jih prešteli skozi algoritme, pa projekcije naredili, ne, Tako? pa videli so, kdaj približno je bilo to, da se je zgodilo, pa kako se je zgodilo, približno imajo teorijo, mislim, kar dobro teorijo imajo. Ne. Ja, v bistvu Ja, sam, mislim, kar drži vodo, ne. Razen to, da tle ni nikjer Boga vmes. ko imaš na YouTubu imaš te filmčke, ki ti to v neko perspektivo postavijo. Ne? Ja. In, Ja, in je res hecen, no, da v bistvu mi tale naše življenje tako za pomembna štejemo, ne, pa vse skupaj pa smo v primerjavi z vesoljem smo tako minorni, da bi se mogli v bistvu vsi skupaj naučiti precej več ponižnosti, kot smo jo sposobni. Ja. Sam pač to nam ne gre zaradi tega, ker si teh predstav niti ne znamo predstavljati, ker nam je daleč, če moraš iti do Murske Sobote, ti je daleč. Ne? Ja. Ne? In zdaj, že te zemeljske predstave so nam v bistvu mal neverjetne, ne? Kaj šele neke vesoljske. Glej, dobra mentalna vaja. Ne. Najdeš eno sliko Zemlje, ne, jo pogledaš in vidiš in si predstavljaš, kako majhen si ti. Mislim, si probaš predstavljati, kje si na uni sliki. Ne. In ugotoviš, da si, ne vem, nič. Ja, Ne. valjda. Vsak od nas je nič, iz gledišča enega. Ne. Skupek oglika, mislim, Ja. nekaj. Mislim, a veš, nič smo. Ne. Nič smo, A valjda. veš, nič Niti ga smo in v nič se povrnemo. Tako. In ne. Monty Python. K, Kaj si izgubil? Nič. Nič. In ko smo glih pri tem, da ne una dva pahnejo čez airlock, ne, cajta imata skoraj nič. 30 sekund. Ja, Ja, pa, Čeprav, mislim, jaz sem malo pogledal, 30 sekund je velik, ne, kad te pahnejo ven. Ne. Čoparski vodnik pove, da 30 sekund imaš čas, ne. da preživiš v Da vesolju. Ja. preživiš v vesolju, če Ja. te rukne ven iz vesoljske ladje. Ampak Pod 30... hipotezo, da te nekdo najde v 30 sekundah. Ne. Tako. Ja. Poleg tega je tam mraz, ne. Verjetno bi v tem tajtu zmrznil tako v trenutku. Ja, se res, koliko tam mora biti karolen. Ne vem. Ampak, Mislim, rečemo, da je mrzka pes. ja, Da ne bomo. mrazka pes je dobra definicija. Mislim, pa tam noje. Ne. Ja, pa tam no. Jaz bi sam povedal, da je minus 270 v Celsiusu. Madonna. To ne zdržiš niti Ne, par sekund, mislim, ne vem, najbrž. No. Ampak ni toplo, no. ni toplo. No. Ni zelo kratka. Mislim, mrzka pes je kar dobra definicija. Ja. Nisem opisna definicija. te mami zmeraj govorila, oblece. Ja. Oblece. Veš, kaj je še dobra? Iz prejšnje epizode.
Mama mi je skozi nekaj govorila, ker sem bil majhen kartor parjal. Ne spomnim se. Kaj pa je rekla, ne spomnim, da nisem poslušal. Ponavadi tako, da z nasveti takrat, ko jih rabiš, je tako, da Ja, za nazaj ugotoviš, da so bili dobri. Ampak verjetnost, da te pa v 30 sekundah pobere druga ladja, je verjetnost enaka 2 na 267.709 proti 1. In veš, zdaj pa ni navadno naključje, ampak je skrajno osupljivo naključje. Je tudi to telefonska številka enega stanovanja v Islingtonu, kjer je Arthur Dent že enkrat bil na eni žurki, ki se ni dobro končala. Kaj se je zgodilo na tej žurki? Kdo je bil tam in kdo drug je bil tam? Bomo pa zvedeli v naslednji epizodi Hrabrega miška. V glavnem, dragi poslušalci in poslušalki, Poslušalke, imamo dve. Imamo dve. Res? Ja, ne vem, da nimamo še metrike. Okej. Punce, dajte se javiti. Ne, imamo ziher več kot dve. Ampak, Ja, meni je všeč, to je tako, kot ima Marcela, veš. in oba načkova. Tako. Ja, Ta okej. moment. To mi je všeč. V bistvu obe dve poslušalki prosimo, da preberete citat iz naslednjega poglavja, kjer se zgodi ful stvari in si lahko zberete, kva boste prebrali. In to je 9. poglavje. To je 9. poglavje. En dober del je, recimo, če bi eksperimentirali z drogam, pa si tega ne želite, lahko preberete tisti del, kako ona dva padeta iz neverjetnosti, ker tam je tako. Tis je definitivno pisano droga, gospod Douglas Adams. Ni. Ne, To je nikoli, ne, on je he was a clean. Šest V 70-ih so vrčkov, odpeljali, aha. 6 vrčkov, Aha, stari 6 vrčkov. aha. Čeprav ti se 3 strani res Po šestih psihedelije. Po Mislim, šestih. tizga se še Aha. Hunter A F. Thompson ne bi sramoval. Ja, res je. Aha. A veš, kako bi po 6 vrčkih piva to zgleda? Kako? In potem sta razbila vrata vesoljske ladje in vstopila vanjo. Ja, Točno to. Ja. to je sumo, da so tako vsi ti Stallonovi filmi nastali, ampak ja. Okay. Ta. Ampak ja, in definitivno ne. Ampak ja, Ja. nadaljujemo. No, kar daj, kolega. A ja, z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti je ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Na hvala za vse ribe, pika si.